Četrti večer. Flora. Njeno zgodbo je težko sestaviti. Časovna oddaljenost in cel kup okoliščin nista bila naklonjena zbiranju podatkov. V veliki meri sem za Florine pripovedi lahko hvaležna Dimitriju, starejšemu kolegu, ki se je s Floro dokaj dobro poznal. Dimitrij je ugleden etnograf in odkar je upokojenec tudi strasten kuhar lokalne hrane. Spoznala sva se pred leti, ko sva se prvič dobila na beograjskih Terazijah, v znamenitem hotelu Moskva. Dimitrij je obiskal več kot 600 vasi in desetletja zbiral različna gradiva. Veliko je pisal. Izdal je 13 knjig. Veliko materialov ima shranjenih v obliki avdioposnetkov in po beležkah. Etnografska veda je tu skrbno vzpostavljena in regionalni etnografski muzej je bil v teh krajih ustanovljen že davnega leta 1901. S Floro sta prišla v stik sredi 70-ih preteklega stoletja, na tekmovanju vasi, ko je bil član žirije. Kasneje sta si dokaj redno dopisovala. Vasi so takrat med seboj tekmovale v organizaciji kmetijske proizvodnje, v razvoju izobraževanja, v razvitosti kulture in komunale. V tekmovalni kategoriji ustvarjena proizvodnja se je ocenjevalo proizvodnjo mleka po kravi v litrih, prirast mesa po grlu goveda v kilogramih, slive po drevesu v kilogramih, sladkorna pesa v tonah na hektar, prirast mesa po številu ženskih svin, visoki donosi v kmetijstvu, ustvarjanje 2 žetev na sezono, število tekmovalcev na vas. Uvrščeni na prva 3 mesta so prejeli zlato, srebrno ali bronasto skulpturo. Florina vas sicer ni bila nikoli nagrajena, je pa prihod zdravnika, agronoma, antropologa, arhitekta, profesorja glasbe in še 5 drugih javnih uslužbencev v vasi pomenilo velik dogodek. Iz Dimitrijevih pripovedi, pisem, podrobnih zapiskov, korespondence, fotografij in posnetkov sem naredila rekonstrukcijo Florine zgodbe. To je pripoved o moči in nemoči, o surovosti in neposrednosti in je pripoved o razodetju posebne samote. Ždenje. Flora sodi med ljudi, ki se vedno zavzemajo za preobrazbo pozicij deprivilegiranih, zatiranih in drugačnih. Ko Flora v tišini večera sede, si odpre steklenico piva in si s konicami prstov leve roke rahlo podpre glavo. To pomeni, da bo premišljevala. Doma v polmraku sedi obuta in oblečena kot čez dan. To pomeni, da še zmeraj dela. V svoji črno-karirasti moški srajci, modrem telovniku in črni baretki s ščitom ostane ves dan, povsod, kamor pride. Ker v cerkev ne hodi, to, zanjo tako značilno pokrivalo, sname le tik preden zaspi. Sicer pa je baretka že desetletja tako rekoč njen zaščitni znak. Flora ne govori veliko, pač pa veliko razmišlja, veliko bere in veliko zre v prazno. Temu pravi ždenje. Medtem ko ždim, dobim najboljše ideje. Ta statična budnost je zato njen vsakodnevni proces. Zataknjena v času obtiči za kakšno uro in pronicljivo razmišlja, medtem ko z radovednostjo zazna tudi vse drugo, kar pospešeno hiti mimo. Flora je vedno budna in pozorna. Pravi, ko je vse v redu, nekaj ni v redu. Domovina. Rodila sem se pred prvo veliko vojno v državi, ki smo ji kasneje rekli stara Jugoslavija. Prihodnost nove tedaj še ni obstajala. Ta Jugoslavija je bila kasneje prostor, kjer so se stikali svetovi katolikov, pravoslavcev in muslimanov. Tu so kamni in jezera, podzemlja črnih ognjenih svetov. Med krogi pekla in Iblisovim vladarstvom ni vidnih meja. Med Sveto Trojico in enim Bogom pa je meja globoko zaorana. Zato tu nobena noga kar tako ne stopi na tuja tla. Za te stvari vladajo red in zakoni. A ti se drgnejo drug ob drugega. Tesno je.
Zato tu vojaki v bitkah dobro grizejo. V kotlih kurijo ognje, za pasom pa imajo nože. Ko se telesa podrgnejo pretesno, potem njihovi mrtvi ležijo v družinskih grobovih razmetani med kamni in jezeri. Ob njih v grobovih ležijo ovce, koze in jeleni in noži. Tukaj se vse godi zaradi in okoli vojn. Tu vojaški bobni redko utihnejo, je skušala Flora ubesediti kraje, od koder izhaja. Kaže, da je taka navada, da se vsemu pridoda epskost. Že osnovni biografski podatki so prostor za jezikovne bravure. Čuden občutek obdaja te spomine, občutek nenehnega strahu. Seveda imajo vsi spomini vedno neke sence in ni ga otroštva brez spominov obdanih strahom. Se pa sprašujem, ali bi bila Flora manj prestrašena deklica, če ne bi sprva majhen konflikt prerasel v vojno svetovnih razsežnosti. Ali če se ne bi rodila brez bratov. Ko se je zgodil atentat na prestolonaslednika Ferdinanda, ki je pretresel Avstro-Ogrsko, Evropo in ves svet ter povzročil politično krizo, je bil njen oče star 37 let. Bil je miren človek, velik in močan. Na njegovem obrazu so prevladovale izrazite črne obrvi. Očeta nismo dobro poznali, saj ni nikoli veliko govoril ali pretirano izkazoval svojih čustev. Bil je človek hrast, velik in zakoreninjen. Njegov edini interes, poleg dela in družine, je bil šport. A kaj, ko v naši vasi ni bilo športa? To pomeni, da ni mogel imeti nobenih drugih resničnih interesov, temveč zgolj delo. Mama je bila veliko bolj zgovorna in družabna, majhne postave, a zelo gibčna in dinamična. Delala je nenehno in učinkovito ter vzdrževala gospodinjstvo. Starejša sestra, s čudovitim obrazom in dolgimi črnimi lasmi, je bila tedaj stara 8 let, srednja sestra 7, jaz, najmlajša v hiši, navdahnjena od metuljev in strastna zbiralka žuželk, pa komaj 4. Živeli smo v majhni hiši, v skromnem domačinstvu z nekaj njivami, vrtovi, ovcami in kokošmi. Naša soseska je bila vasica s podobnimi hišami in podobnimi družinami. Ljudje v vasi se med seboj niso veliko razlikovali. Prebivalstvo je bilo pretežno zelo milo. Zdi se, da je bilo življenje v tej vasi že od nekdaj enako. Moški so delali 8 do 10 ur na dan, ženske pa ves čas. Prale so perilo, šivale nogavice, kuhale, pometale in umivale tla, čistile pečice in stranišča, stepale preproge, pomivale okna, skrbele za ostarele, hranile živali, otroke in bolne sorodnike, pospravljale podstrešja in delavnice, opravljale drobna hišna popravila, nakupovale, pripravljale verske slovesnosti, pogrebe in rojstnodnevna druženja. Medtem ko so hkrati skrbele za otroke, zdravile njihove rane in brazgotine, jih šolale in učile vedenja, skrbele za prehrano in disciplino, so pazile tudi na moralo in etiko družine in celotne skupnosti. Ves preostali čas so skrbele za družinske vrtove, pripravljale ozimnico in izdelovale sir. Vsi so trdo delali in prezirali lene ljudi. Za take so imeli kategorije mrtvoudi, tisti, ki se težko in počasi gibajo, mlohavi, tisti, ki nimajo čilosti in volje, mečkavi, ki za vse potrošijo preveč časa. Lenoba je smrtni greh, saj omrtvi dušo v človeku, so govorili. Od Florinega rojstva do leta 1914, ko se je svet nenadoma obrnil, so bili srečna družina. Boj med Rusijo in Avstrijo se je takrat zlil z osvobodilnimi boji balkanskih narodov zoper evropski državni red in konflikt je v kratkem času zajel vso celino. Ti kraji so postali simbol moralnega razkroja Evrope. Moj oče je začel obsedeno pričakovati, da bodo zdaj prišli ponj in ga prisilili, da se pridruži vojski. Če bi se to zgodilo, bi morala mama ostati sama s 3 majhnimi otroki in v neskončnost čakati, da se ponovno vrne domov, če sploh. Skrbeti bi morala za celotno gospodinjstvo in za otroke, ter poskušala preprečiti, da bi po družini udarila lakota.
Po koncu vojne bi bili brez denarja, zagotovo. V tem so si vse vojne enake. Ljudje so po njih obupno revni in obupno lačni. Zato je bilo to negotovo obdobje za mojega očeta obdobje jeze, najglobljega besa in predvsem strahu. In nič od tega ga ni nikoli več zapustilo. Vedno bolj je izgledal, kot bi preživel dan v peklu in se pravkar vrnil iz njega. Vojna ima tako moč, da se ljudje in stvari predčasno postarajo. Postal je čisto drug človek. In jaz sem postala čisto drug otrok. Lakota. Gavrilo Princip je veljal za junaka. Po njem se je preimenoval celo Latinski most. Točko, od koder je Gavrilo streljal, pa so obeležili s parom betonskih odtisov. Jugo Walk of Fame. Veliko kasneje je bil ta fant politično prevrednoten. Tokrat je bil deklariran kot terorist. Toda prva svetovna vojna se je pravzaprav začela zaradi Ferdinandovega češkega šoferja, ki je v današnji ulici Zelenih baretk, takrat Franz Josef Straße, izbral napačno smer. Za atentat so okrivili Srbijo in mesec kasneje je že bila razglašena vojna. Vse to samo zaradi mladega in nadutega Principa, ki je med pošiljanjem naboja verjetno od strahu pomočil hlače. Kmalu se je torej začela vojna. Z vojno sta prišla pomanjkanje in lakota. Ni šlo več samo za to, kdo bo močnejši, marveč tudi, kdo bo imel dalj časa kruh. Ob srečevanju so znanci spraševali drug drugega, ali imajo dovolj moke. Eni so si pravočasno napravili zaloge za leto ali dve in hlinili, da je imajo komaj za sproti. Drugi so v zadregi priznali, da so vojno vzeli precej lahkomiselno. Tretji niso imeli denarja niti za vsakdanji kruh, četrti pa so šele tedaj začeli brezglavo tekati okrog trgovcev. Mednje je sodila Florina mati, takrat že brez moža. Mati je veliko jokala, zato sem imela občutek, da sem jaz naredila nekaj narobe. Raziskovala sem svoje kretnje, poslušala svoje besede, opazovala sem se, kako hodim, kako sedim, kako govorim. Kaj počnem narobe, da je mati ob pogledu name vedno tako žalostna? Naredila bi vse, da bi to lahko spremenila. Želela sem razumeti, kaj je vzrok njenega trpljenja in žalosti. Kako naj preprečim njene solze, je bila odtlej moja največja skrb. Prevzemala sem odgovornosti in opravljala vsakovrstna opravila. In bolj, ko sem bila marljiva in delovna, bolj je bila mati nesrečna in žalostna. Kakšno magično moč naj prikličem v roke, da ustavim njen jok, kako naj ozdravim njene rane, je bila moja glavna skrb. Hitela sem od enega opravila do drugega. A medtem, ko sem jaz skrbela za hišo in sestre, je mati jokala. Nisem razumela tega joka, zato sem se samo še bolj trudila. Tisto leto se je začelo obdobje božičev brez daril. Mati je kot vsako leto zakurila hrastovo vejo v upanju, da odžene strah, bolečino in trpljenje. Vejo je posekala v 3 zamahih in jo za nekaj časa pustila stati pred hišo, otroci pa so jo premazali z medom. Zvečer je nanjo z rdečo vrvico pritrdila slamo in vse skupaj prinesla v hišo. Otroci so se zbrali za svečani večer. Dober dan, hrast, je rekla, posula vejo z žitom in jo postavila na ognjišče. Sledila je večerja, ki ni smela biti goska, putka, raca, petelin, puran ali fazan, ker perjad kljuva in meče zemljo nazaj preko glave, kar simbolizira nazadovanje. Pa saj perutnine tako ali tako niso imeli. Na mizi tudi ni bilo 12 vrst hrane, za vsak mesec v letu po 1, in tudi 13. vina ne. Po večeri, bolj polni glasnega smeha kot polnih trebuhov, so otroci začeli mencati in šepetati v vznemirjenju pričakovanja. Vendar se težko pričakovano obdarovanje ni zgodilo. Mati se je izogibala njihovim pogledom in upala, da ne bo treba ničesar izgovoriti na glas. Zaman so zaplesali, zaman so zapeli, celo zakokodakali so in krožno hodili okoli mize.
Sčasoma so se utrudili od vznemirjenega čakanja. Njihova praznična navdahnjenost je izgubila sapo. Mama jim je lahko poklanjala samo mlačne nasmehe. Tisti večer je, ne glede na ves trud, ostal božič brez daril in taki so bili odtlej vsi Florini božiči. Vojna se je začela sredi glavnih kmečkih del. A v bistvu bi bilo vedno enako, ne glede na to, kdaj bi se pričela. Ni boljših ali slabših trenutkov za začetek vojne. Žito je bilo že skoraj pod streho, preostala poljska dela pa so odslej kar naenkrat opravljali ženske, polodrasli otroci in starci. Stara dva, ki sta prej že ždela brez pravic v kotu, sta morala marsikje zopet prevzeti gospodarstvo. Možje so bili v vojni, bodisi dejansko na fronti ali pa le v kafani, kjer so z debelimi kozarčki v rokah govorili samo še o vojni. Sprva se je še našlo grah, fižol, lečo, zeleno, čebulo, česen, redkvico, kolerabico, črni koren, kasneje vedno manj. Govorilo se je, da kokoši rade zobljejo majske hrošče in da njihovi posušeni zadki ugajajo tudi ljudem, ker okus spominja na mandlje. Vojna je počasi začela najedati tudi zdravje. In vojna ni načenjala zdravja samo vojakom, temveč tudi tistim, ki so ostali doma. Noč in dan so trepetali za življenja svojih dragih in strahom čakali prihajajoče vlake ranjencev ali celo mrtvih. Pomanjkanje in negotova prihodnost sta bila vir nenehnega stresa. To je bil tudi čas vsakovrstnih špekulacij. Boljše psihično počutje so v mestih obljubljale tablete, ki so vračale veselje do življenja in moč za delo. Priporočali so jih zdravniki z celega sveta in jih uporabljali v bolnišnicah in zavodih za zdravljenje živcev. Pojavila se je nova bolezen, vojna psihoza. Strašni prizori raztrganih teles in poki granat so marsikaterega pokončnega moža pripeljali na rob. Z bojišča so jih odpeljali naravnost v blaznico, včasih tudi po več 10 naenkrat. Vedno pa je bilo ljudem na voljo tudi cenejše in bolj domače zdravilo – alkohol. Lahko se pije iz obupa in žalosti. Nekateri skušajo z vinom in žganjem poplakniti vsakodnevne skrbi, vendar tako pridobijo le še malo več greha in malo več skrbi, ali celo precej več greha in precej več skrbi. Takrat so ga obilno cukale tudi ženske. Katera od njih se ga je tako napila, da je obležala kot klada. Naložili so jo na voz in jo odpeljali domov. Drugi vzrok pitja je bilo veselje. Če je vojak prišel med vojsko slučajno domov, so mu po stari navadi dali pijače, kolikor je mogel prenesti in še več. Pijani dopustniki so povzročali težave, zaradi česar ponekod vojakov sploh niso več puščali domov. Florina mama je vedno bolj segala po tem zdravilu in prepuščala otrokom odgovornost za domačijo. Nekega dne je morala Flora v duhovnikovo hišo dostaviti oprano posteljnino. Ko je vstopila, je bila hiša prazna. Bila pa je tam miza prepolna hrane. Zdelo se je, kot bi bili jedci nenadoma zapustili ta kraj natanko sredi obroka. Vse je bilo tam, hrana, krožniki, celo vaza z rožami. Nič. Oj, je vpila in hkrati upala, da ne bo dobila odgovora. Ne, v hiši ni bilo nikogar. Stopila je k mizi in kar z golimi rokami začela grabiti po hrani. V usta si je hlastno tlačila, kar je miza ponujala, ne upoštevaje pravila o uporabi žlic ali vilic ter nožev in prtičkov. Jedla je s popolno osredotočenostjo na hrano, niti trenila ni z očesom. Kruh in zeleno papriko je lomila na koščke, hitro žvečila kuhane, sočne in mastne klobase ter trdo kuhana jajca. Vse skupaj je hlastno goltala in na koncu poplaknila z mlekom. Vse, kar je dala vase, ni sproti zapolnjevalo le lakote, temveč tudi praznino v njej. Le tu in tam je za trenutek sedla, da je zadihala.
To je dogodek iz mladosti, ki se ga Flora najbolj spominja. Kako si je oblizovala prste in kako se je nesrečno ugriznila v jezik med to nepričakovano pojedino, ki se je pojavila kot prikazan sredi neskončnega obdobja stalne lakote. Kako veliko je bilo njeno navdušenje ob hranjenju in kako velika je bila njena lakota. Flora rada primerja ta val strasti in potešitve, ki ga je čutila takrat v prenajedanju v duhovnikovi hiši, z navdušenjem, ko gleda kak športni finale. To je čudna, nenavadna primerjava. Toda biti tako zelo v športu, kot je Flora, je prav tako nenavadno. Sicer je Flora sramežljiva in zadržana, toda med gledanjem športa, ko je obkrožena z drugimi ljudmi enakega neomejenega navdušenja, eksplodira v izbruhih ekshibicionizma, navijanja, kričanja psovk. Seveda ji pri tem sproščanju pomaga tudi rakija. Zanjo je pri športu vse povezano z izkušnjo tekmovalnosti. Ko gre njeni ekipi dobro, se počuti odlično. Po zmagi se počuti neverjetno, takrat kar naprej ponavlja, da smo zmagali. Če njeno moštvo izgubi, se oddalji od njih in jih celo čim bolj sramoti. Zdaj nismo izgubili mi, ampak so izgubili oni. Takrat bi najraje odvrgla ekipno majico. Flora rada izvaja navijaške rituale. Ima kamen za srečo, kozarec za srečo, čepico za srečo, vse vrste nepotrebnih stvari, okrepljenih z vraževerjem, ki so del njenega spremljanja športa. Toda vse to nima nobene zveze s športom samim. In tudi ne gre za zmago ali izgubo nekega tima. Gre za imeti vez z drugimi. In to lahko vzpostavi izključno in samo takrat, ko z drugimi skupaj navija. Šport. Njeno otroštvo in mladost so zaznamovali 2 vojni, čas med njima in malo športa. Najbolj priljubljen šport v kraljevini je bil nogomet. Imeli smo državno prvenstvo in naša reprezentanca je celo igrala na olimpijskih igrah, kjer smo s 7:0 izgubili proti Češkoslovaški. A novice o športu nas običajno niso dosegale. Šele tu in tam, ko smo šli v mesto, smo kaj izvedeli. Že od nekdaj obožujem šport, odkar vem, da šport obstaja. Predvsem pa od svojega 16. leta, ko me je nekdo peljal v mesto na nogometno tekmo. Slika nekoga, ki živo spremlja športne dogodke, je za nas precej nezdružljiva s siceršnjo podobo ruralnosti Florinega okolja. Življenjske okoliščine, družbeni red, bolj spominjajo na zgodnji srednji vek, kot na čas, ko bi si lahko privoščili zabavo ob gledanju športnih dogodkov. A fascinacija kotaleče žoge ni izbirala, koga bo potegnila za seboj. Vsak, ki je kdaj imel priložnost stati v skupini, v še tako majhni in lokalni, in se postaviti na eno tekmujočo stran, je postal nogometni gledalec, na tak ali drugačen način. Pred začetkom 2. svetovne vojne je bilo v Jugoslaviji več kot 150 delavskih športnih klubov z več tisoč športniki. Komunisti so športna društva uporabljali za širjenje političnih misli, za širjenje mreže simpatizerjev. Tako so delavska športna društva postala pristan za ilegalno komunistično dejavnost. To so bili dnevi, ko se je morala žoga pogosto znojiti. Moja prva nogometna junaka sta bila Rade Končar in Geza Šifliš. Končar je bil zelo čeden in igral je nogomet. Bil je politik in vodja jugoslovanskih partizanov, toda Italijani so ga postavili pred sodišče in ga obsodili na smrt zaradi komunističnih dejavnosti. Sama sem morala poiskati nekaj več o tem imenu. Ime mi je bilo znano, a nisem vedela po čem. Končar si večne slave med ljudmi namreč ni pridobil zaradi svojih športnih rezultatov, ampak zaradi upora fašistom z "ne pričakujem usmiljenja, tudi jaz ga ne bi imel do vas" in "kar streljajte mi v prsi, vi slabiči". No, da bi to res kričal Italijanom, sicer ne piše v nobenih dokumentih, potrjenih z očividci. A vseeno zveni sila junaško in pogumno.
V Jugoslaviji ni bilo niti enega gospodinjstva, ki ne bi imelo vsaj enega gospodinjskega aparata iz tovarne, imenovane po narodnem heroju Končarju. Ta golman Geza pa je bil znan, ker je imel široke prsi in je bil tako ogromen, da je s svojim orjaškim telesom pokril polovico gola. Zato so ga imenovali Gulliver. Tudi v naši vasi je živel velik fant in klicali smo ga prav tako Gulliver, v čast nogometnega vratarja. Ko se je torej prva vojna končala, se je nogomet ponovno igral. In potem se je začela druga vojna. Ta je bila drugačna, še veliko hujša. In vojne Florini niso preživeli. Očeta je ubila vojna, mater nato žalost, babico in dedka pa starost. V gospodinjstvu sta ostali le 2 sestri in ona. Takrat je Flora nehala slediti vsem drugim športom, razen nogometu. Nogomet je bil zanjo odslej najpomembnejša od najmanj pomembnih stvari v življenju. In tudi najpomembnejša od najmanj pomembnih političnih stvari. Odgovornost. Mati je umrla sredi noči. Tako tiho in mirno, da je Flora mislila, da samo spi in je ni budila do kosila. Nisem več hči, je bilo edino, kar je rekla, ko je pokopala mamo. Flora se je nato odrekla sreči v naročju normalnega življenja, odpovedala se je ljubiti in rojevati otroke. Začela je pripadati skupnosti in družinskim sponom. Izpolnila bo svojo usodo v svetu in ubogala zakon. To je bila sedaj njena edina želja in edini zakon. Da bi zapustila hišo in se izneverila družini? Ne, ne bom pustila, da ostanete brez sina, si je rekla. Neutrudno in z veliko željo je odslej pripadala svetu, ki mu je morala pripadati. Ko sem stopila na to pot, ni bilo več povratka. To je postal moj svet. Nepisan zakon. Z Gulliverjem sva bila tisti večer v kafani, pripoveduje Flora. Kafana. Kavarna se mi zdi nekako meščanska, gostilna spominja na kraje s hrano, bife je nekakšna socialistična polurbana oblika, restavracija obrat večje proizvodnje hrane, bistro zveni spet nekoliko preveč tuje. Taverna? Ne, kafana. To je kraj, ki živi v filmih, se spominjaš Dolly Bell, življenje je lepo, oče na službenem potovanju. Kafana je prostor številnih oblik druženja. Tu na Balkanu je ostala še iz časov turškega cesarstva. Tradicijo pitja kave so ohranili od 16. stoletja dalje, ko so bile kafane še razdeljene glede na vero. Kafana je prostor s kiselkastim vonjem, kjer se govorijo vsa narečja. Je prostor za zaupne pogovore, branje časopisa, pitje žganja, poslušanje glasbe, za cigarete, kavo, meze, prijatelje in neznance. Je tudi prostor za ubijanje časa ter za obup in propad. In je prostor za odganjanje bolečin, obupov in žalosti. Tisti večer sva torej sedela v lokalu, jaz in Gulliver. Kmalu se nama je za mizo pridružil moški. Predstavil se je kot novinar in da je prišel v našo vas, da bi poročal o meni. In smo govorili o enih stvareh in govorili smo o drugih stvareh, previdno in z veliko humorja. V kotu ob šanku je začel peti mladenič: Hej, kafana, moja žalost, moja rana, hej ti vsa zlata, široko zame odpri vrata. Kot nekdaj v pevko in prostitutko zaljubljeni Dino, sem tudi jaz med vsako mislijo, ki sem jo povedala tisti večer za mizo, dodajala še, da kaj vsak dan v vseh pogledih vse bolj napreduje in da vmes včasih kdo odide. Ne vem, kaj je bilo narobe z menoj. Vsekakor sem bila vznemirjena. Nisem razumela, zakaj bi kdo iz mesta prišel v naš kraj kar tako, samo da bi govoril z menoj. In zato sem ponavljala tista neumna filmska mašila.
Tip je bil tiste vrste komunist, za katere smo rekli, da so buržuji. Samo buržuji so si lahko privoščili stvari, ki so jih radostile. Lepa oblačila, boljše pohištvo, večji avtomobil, celo potovanja. Vse, kar je zanikovalo njihovo nekdanjo proletarskost. Dragoceni predmeti so zato, da so sploh lahko postali lastnina, potrebovali take buržuje s premoženjem, ki so si jih lahko privoščili. To so bili buržuji z novim perjem na dninarskem obrazu. Včasih se kdo poroči, včasih kdo umre, sem spet rekla. Po tistem je pri naši mizi za kar nekaj časa zavladala tišina. Nihče ni vedel za mojo skrivnost. Ali jo morda pozna novinar? Mogoče pa ni tukaj zaradi moje skrivnosti, mogoče je tu iz kakšnih drugih razlogov. Vse to mi je rojilo po glavi, ko sem mu vljudno dotakala rakijo. Nadaljevala sem z zgodbami, ki so se mi zdele hkrati zanimive in tudi nedolžne. Toda v notranjosti sem bila v veliki paniki, da bi on kaj vprašal mene, karkoli. Zato sem raje nadaljevala z brbljanjem o vsem, kar bi utegnilo zanimati nekoga, ki ni iz teh krajev. In ustavljala ponavljajoča mašila. Bilo je grozno. Ko dekletu določijo dan poroke, je to nepreklicno. Tistega dne pridejo sestre po nevesto, četudi bi bila ta morda bolna, celo če bi bila na smrtni postelji, in jo odvlečejo v ženinovo hišo. To je zakon. Vmes je najbrž sledilo kakšno mašilo in natakanje rakije, preden sem nadaljevala. Če nekdo ubije nosečo žensko, lepo ali grdo, tudi nenamerno, mora plačati 3 ovne za žensko samo in 3 ovne za nerojenega otroka. Če morilec morda dvomi, da je bila sploh noseča, lahko mrtvi nosečnici odprejo trebuh. In če je otrok moški, mora za kazen plačati osla in sod jedilnega olja. Tak je bil zakon. Ne vem, kam vse sem odpirala pogovor tisti večer. Zagotovo pa vem, da sem bredla v neznanem in nevarnem. In vedno bolj sem slutila, da ta novinar ni samo novinar. Bratska dežela. Za nekoga, kot je Flora, je bil neznanec iz mesta enak tujcu, nekomu, ki prihaja iz tujine. Med njimi, domačimi in takimi obiskovalci je bila vidna razlika. Toda razkorak z resničnimi tujci, tistimi iz Zahoda, je bil še veliko večji. Po drugi strani pa velike razlike med Zahodom in Vzhodom v tistem času še niso kaj prida določale njihovih življenj, ker so bile še predaleč za kakršnekoli primerjave sploh. V resnici so si takrat ljudje želeli le, da bi postali malce večji in malce pomembnejši od drugih iz svoje vasi ali kraja. Želeli so rasti, a ne prehitro in ne preveč. To jim je bilo pomembno. In želeli so pozabiti na slaščičarne z baklavami, tufahjami in namesto njih raje ponujati kremšnite. In pomembno je bilo ohranjati bratstvo. Saj se je prav iz metafore bratstva rodila nova država. Država, ki je temeljila na nekakšni kemijski formuli enotnosti in enakosti. Država, v kateri vsi ljudje dobijo določeno količino pravic in tudi krivic. Začeli so gojiti ta posebni čut za državo, za veliko čudnih čustev pripadnosti. Bratstvo in enotnost je res, da bil slogan, vendar je pomenil več. Ni pa nikoli postal realnost. Takrat in še dolgo potem Evropa ni marala Balkana in Balkan ni maral Evrope. Mogoče je bil Evropi Balkan sicer všeč, a ga prav gotovo ni jemala resno. Verjetno pa je bilo tako že od nekdaj. Balkan je bil vedno del zemljevida, na katerega je preostali svet gledal z določenim prezirom. In pri naših poskusnih vstopih v tuj zahodni svet smo se upogibali pod vsem tem prezirom. Za Zahod smo bili neuporabni člani evropskega sistema. To smo videli v očeh športnih navijačev na svetovnih pokalih ali celo v očeh tujih turistov, ki so poleti potovali po naši državi. Naivno smo bežali pred njihovimi prezirljivimi pogledi, kot bi se hoteli skriti pred nenadnim dežjem, ki človeka ujame na odprtem polju daleč stran od kakršnega koli zavetišča. Ni bilo lahko. Nismo imeli samopodobe, da bi pod temi pogledi,
znali hoditi drugače. Politike. Zdi se, da stara ljudska izročila in lokalni obredi tega obiskovalca iz mesta niso preveč zanimali. To sem lahko razbrala iz njegovega odsotnega izraza, ki je jemal za let mojim pripovedim. Bolje je, da nadaljuješ večer še z nekaj več rakije, sem si mislila. Alkohol topi vse. Končal sem osnovno šolo in zatem obiskoval obrtniško. Kasneje sem si želel na trgovinsko. Kot učenec sem bil zelo resen in takrat sem že bral napredno politično literaturo. Nisem mu priznala, da je bila to ženska obrtna šola. Poskušala sem se ne dotikati tega mojega predmeta. Partija je že od samega začetka imela v mislih pomen vključevanja žensk v revolucionarne dejavnosti. Na konferenci Komunistične partije Jugoslavije, ki je bila tik pred začetkom druge svetovne vojne, so udeleženci obravnavali kompleksnost ženskega vprašanja, med njimi odpravo dvojne morale v javnem in zasebnem življenju, pravico do dela, enako plačilo za enako delo in dostop do vseh poklicev, zaradi česar se je Flora kmalu pridružila gibanju. Postala je pogumna, saj ni imela česa izgubiti. Ne prijateljev, ne družine, ne časti, ne premoženja. Morala je najti samo sebe in se tudi zanašati samo nase, saj ni bilo nikogar drugega. Flora je bila sicer prepričana, da bi lahko bila s to solidno politično osnovo ona primer dobre zgodbe za tega novinarskega obiskovalca. A se z njim ni počutila dovolj varno in je del preteklosti vseeno raje zadržala zase. Ukvarjal sem se s pripravami na vstaje, nato skrivanjem orožja in pisanjem ter deljenjem pamfletov. In tako je Flora za obiskovalca odigrala vlogo nekdanjega partizana. Bojevnice. Poznamo veliko zgodb o partizankah. Ženske so podpirale partizansko vojno, kar jim je v zameno ustvarilo osnovo za novo družbeno vlogo. Soseda moje babice mi je nekoč pripovedovala. Bila sem partizanka, najprej sem negovala in prevažala ranjence in pomagala pri zagotavljanju obrokov za partizanske bolnišnice, kasneje, v ofenzivi, sem ranjene umikala s frontnih linij in zelo bolne prepeljevala v zaklonišča. V tistem času sem bila že članica Skoja. Biti član Skoja je pomenilo višji družbeni status. Privilegiji pa so bili še večji, če si bil član komunistične partije. V sanitarnih enotah ni bilo enostavno, saj smo bile nenehno zapostavljene in izpostavljene diskriminaciji, od bolnih in zdravih moških, celo od zdravnikov samih. Zadnje smo bile na vrsti za prejemanje novih oblačil, čevljev in drugih potrebščin. Zato smo se tudi me raje borile na fronti, rušile komunikacije in pomembne sovražnikove objekte kot negovale bolnike. To so bile nagle in super učinkovite akcije. Flora ni več vedela, kaj bi lahko bila dovolj zanimiva zgodba za tega pivskega prijatelja in je zato govorila o vojni. Po drugi strani smo imeli številne res zelo naporne marše. Naj predlagam novo zgodbo, mi je rojilo po zbegani glavi, bi mu še naprej pripovedovala te spomine. Mogoče bi morala. Tako sem pač nadaljevala. Eden takšnih pohodov, v katerem je sodelovalo več kot 700 borcev, kjer je bilo kar 50 težko ranjenih ali bolnih, je trajal 18 ur. Hodili smo po globokem snegu pri temperaturi 32 stopinj pod ničlo. Tega si danes nihče ne more niti predstavljati. Preživeti takšno trpljenje navdaja človeka s ponosom, žrtvovati samega sebe zaradi ljubezni do naše države in prepričanja v boljši jutri, ali ni tako, je dodal novinar. Res je, tudi jaz sem bil ranjen, zato so me tovariši nosili na nosilih. Kljub bolečinam po vsem telesu sem ves pohod glasno prepeval. Saj veste, naš boj zahteva, da se umira in da se poje. Pel sem medtem, ko se je moje telo treslo od vročine, grenkega mraza in krute bolečine. Jaz pa sem pel sem glasno in ponosno. Ležeč na hrbtu, prekrit z grobo odejo in smrekovimi vejami. Moj edini pogled je bil navzgor, na smreke prekrite z ledenim snegom in na oddaljeno nebo. Medtem, ko sem pel stare pesmi o naših junakih iz preteklosti, se je nebo spreminjalo iz bele dnevne v oranžno
iz oranžne v rdečo. Iz rdeče se je za kratek čas spremenilo v svetlo modro. Ta zadnja svetloba je pomenila čas za nujni postanek. S krpo so nam omočili ustnice ter težko ranjenim dali nekaj požirkov rakije. To je bilo edino zdravilo proti bolečinam, ki smo ga imeli. Kratek dan se je medtem prevesil v popoln mrak in naša kolona se je pomaknila naprej, z mano na nosilih, ki sem zdaj pel v temno nebo. To je bila strašna vojna. Ja, res je, in naš boj še ni končan, je pripomnil novinar. Zanima me udeležba žensk v tej vojni, zato sem zbirala podatke. To je bila zares grozna vojna. Ocenjujem, da je šlo za 100.000 udeleženk in da jih je bilo od teh približno 25.000 ubitih. Govorilo se je, da je bilo v partizanskih enotah običajno od 8 do 10% žensk in da je bilo v vojni ubitih približno 620.000 žensk. Ampak tega mu nisem povedala. Toliko pripovedi o ženskih usodah bi mu lahko postalo sumljivo. Po koncu vojne so komunistični partizani hitro zgrabili oblast v deželi. Mlada, simpatična in nedolžna hči, ki se je odločila, da se bo posvetila in žrtvovala za boj in višje cilje s poudarjenim patosom, je bila prevladujoči lik tistega časa. Takšna naj bi bila idealna ženska povojnih dni. Mladi obraz čiste deklice je žarel od sreče in ponosa zaradi večplastne vloge plemenite superženske. Razvila so se tudi nova merila človeških hotenj in ravnanj ter nova moralna pričakovanja. Ljudje bodo zasebno življenje dali na stran in tako nudili politični stranki možnost, da popolnoma prevzame oblast. Podredili naj bi svoje želje, se preoblikovali in žrtvovali za cilje. In bili v vsem vedno na pravi strani. Država je ustvarila osebne kartoteke naših kvalifikacij in značajnih lastnosti. Ugotavljala je potencialne slabosti in detektirala problematično v intimnem življenju. Lahko je bila resnično krvoločna. Vajeni smo bili izvajati uvožene obrede kritike in samokritike. Tega nisem pozabila niti, ko sem prišleku dotakala in blebetala tiste neumne stavke. Poročila v kartotekah so vključevala tudi podatke o našem vedenju in posebnih nagnjenih in naklonjenostih do določenih stvari, ki so bile pri kom opažene. Takoj, ko je kaj od tega postalo zares vidno in sumljivo, so bili nemudoma sprejeti resni ukrepi. Bojda so bila poročila tako polna intimnih podrobnosti, da si jih lahko predstavljamo kot mehka pornografska besedila, bolj kot komunistične kartoteke. Razlagala so vsako podrobnost o tovariševem poljubljanju in prijemanju prsi tovarišice. A zaradi določenih intimnih odnosov, ki bi utegnila ogroziti gibanje, si bil resnično lahko celo ustreljen. Marx in Lenin o teh zadevah gotovo nista nikoli pisala. No, več od večernega pogovora s tujcem iz mesta se ne spomnim. Rakija je opravila z mojim spominom. Sem pa naslednji dan in vse nadaljne dni nestrpno čakala, da vidim, kaj je bil pravi razlog za obisk. Bilo me je strah. Strašno me je bilo strah. Vsak večer sem se napila. Rakijo sem pila do mrtvega, to je bil način, da se nisem bala. Nič. In ta nič je bil najhujši. Pomenljiv. Vojak. Človeku nič njegovega lastnega običajno ne more predstavljati polja samospoštovanja. Da bi spoštoval denimo svojo lastno veličino ali svojo pomembnost ali svoje dosežke. A če se to vendarle zgodi, potem samo dokazuje, kako mu vse skupaj nikoli ni zares prišlo v kri. Vsaka megalomanija, naklonjenost pretiravanju, skratka vse v zvezi s samim seboj je sumljiva. Le v sanjah se lahko napihuješ do onemoglosti. Lahko si pomemben kot Mojzes ali Tito in misliš, da imaš moč popeljati ljudi preko vode in preko njihove bedne usode. Le v sanjah in sanjarijah si lahko privoščiš, da nisi več samo ti, ampak si tudi to, kar se greš, da si. Vsaka druga samovšečnost je bedna in patetična.
Če si Floro obiskal nenapovedano, je to lahko bila zelo čudna izkušnja. Pozvonil si in dolgo se ni slišalo nobenega odziva. Ko si tako stal pred vrati, si slutil, da se za njimi dogaja nekaj, kar ti ni namenjeno doživeti. Slutnja nečesa skrivnostnega za vrati je bila vznemirljiva in želel si, da bi trajalo čim dlje, preden se bo za trenutek zatemnila najprej očesna linica in nato še podpasna linica, ko Flora preverja obiskovalca, če bo sploh odprla 3 varnostne verige. Trmblem, 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 klak, klak, je bil prepoznavni ritmični obrazec odpiranja njenih vrat. Ne vem, zakaj je imela 3 zlate verige na vratih, ki jih je zaklepala tudi podnevi. Kakšni strahovi so jo preganjali, da je imela na vratih 2 linici, eno v običajni višini in drugo v višini kakšnih 70 centimetrov od tal. Čakanje na proceduro odpiranja vrat je bilo tako napeto, ker si predtem poslušal zvoke neopredeljivega dogajanja na drugi strani. Eden teh obiskov se je končal zelo drugače od siceršnjih. Takrat je Flora vrata odprla sunkovito, brez proceduralnih preverjanj in odklepanj. Vrata je odprla na stežaj. Pogled nanjo je bil osupljiv. Flora je stala v predsobi, oblečena v vojaško uniformo. Zloščeni čevlji, hlače polikane na črto, prepasana suknja in na glavi baretka. Na tleh je bil položen rožast tekač, na stenah okrog tapiserije in za njo veliko ogledalo z ornamentiranim okvirjem. Skozi vrata iz kuhinje je v predsobo padala zlata predvečerna svetloba, ki je pozlačene cvetne liste okvirja in tepih obarvala s posebno mistično svetlobo. Sredi te svetlobe je stala Flora, ožarjena v zlatu, kakor kakšna prikazan. Na uniformi je imela kakih 50 ordenov. Vsa suknja je bila polna zlatih grbov. Značke so se nadaljevale še na hlačnice, vse do kolen, ter od amuletov na ramenih, vse do obrobe na zapestju. Ta veličastna podoba Flore, vse v zlatu vojaških časti, je zasijala tako silovito, da sem stopila pred njo in zmagoslavno zaklicala: Flora! Flora! Florin obraz je prekril blažen smehljaj. Presrečno je ponesla roko ob desno srce in salutirala. Kratke zgodbe. Ko se napijem, se prebudijo in bruhnejo na plano vse vrste zgodnih spominov in sanj. Pogosto sanjam pečene ovce, ki tekajo naokoli z nožem za razkosavanje, zabodenim v hrbtu. Pojavljajo se spomini z vojnimi prizori, sanje o vse pogostejših obiskih skrivnostnega sivega novinarja iz mesta ali tiste zgodbe, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu. Tole o Ferdinandu je Flora najpogosteje razpredala. Ne vem, ali ji je bil tako ljub njen skriti glamur, ali pa se je zgodba vračala v njene misli, ker jo je slišala tako pogosto in ker jo je posredno nekako radikalno zaznamovala. A opisala mi jo je najbolj podrobno, razdelano do potankosti. Dajala ji je prav tak pomen, kot so ji ga pripisovali zgodovinski leksikoni. Sanjam, kako si v popoldanskih urah Franz Ferdinand in Soja privoščita nakupe v Sarajevu, kamor sta se odpeljala z avtomobilom. Obiščeta Kabilino trgovino, kjer več kot uro posvetita izbiranju vezenin z narodnimi motivi. Z balkona v prvem nadstropju trgovine se pokažeta množici, ki ju burno pozdravi. Prav tako sta deležna burnega pozdravljanja, ko zapuščata trgovino in se skozi špalir vračata proti avtomobilu. Povsod ju sprejemajo s častmi in ljudje jima navdušeni podarjajo cvetje. Na Iliđo se vrneta pozno popoldne. Naslednji dan si privoščita še zadnji večerni sprehod in ob 19. uri priredita zadnjo dvorno večerjo, na katero so povabljeni najvišji kleriki vseh veroizpovedi v Bosni, muslimanski, katoliški, pravoslavni in judovski, ter najvišji državni dostojanstveniki. Dan zatem se vojvoda udeleži še tihe maše ob 9. uri. Po maši se kraljevi par odpelje s posebnim dvornim vlakom v Sarajevo, kjer malo pred 10. uro obišče tabor Filipič. Veš, načrt je bil, da bi se z avtom odpravila še do mestne hiše, kjer sta ju želela sprejeti župan in njegov namestnik, nato pa ob 11:30 kosila,
ter se ob 14. uri vrnila na Iliđo, kjer bo še ena večerja. Po večerji, okrog 21. ure, naj bi ju dvorni vlak odpeljal do Matkovičev in od tam bi z Dalmato odplula do vojne ladje Viribus Unitus, kjer bi se spet udeležila tihe maše. Kasneje bi se vkrcala na ladjo za Trst. Od tam naj bi se v ponedeljek 29. zvečer z južne železniške postaje z vlakom odpeljala na Dunaj, kamor naj bi prispela v torek 30. junija zjutraj. Tako bi se uradni obisk kraljevega para v Bosni in Hercegovini uspešno končal. A se ni, ker je Gavrilo zmogel pogum za tisti strel. Moje sanje se ne končajo v trenutku, ko se Ferdinand, izpolnjen in duhovno osvežen, odpravi proti Trstu ali ko prispe na zadušljiv in čustveno zapeti Dunaj. Nekje v tem delu zgodbe se vedno pojavi trenutek, ko se mi zbudijo halucinacije. Te niso več idilične akvarelne podobe prvega dela zgodbe. Konture mojih sanj od tu naprej so ostre in izrazite. Tempo akcije se namreč naenkrat zgosti. 10:10. Ferdinand in njegova žena se odpravita proti mestni hiši, avto zavije proti Aplovemu nabrežju. Čabrinovič, tiskar iz Trebinja, vrže bombo, ki se odbije od njunega avtomobila in eksplodira pod enim od spremljajočih vozil. Granata je steklenica, napolnjena z žeblji in drobci svinca. Voznik, sopotnik in nekaj ljudi iz množice so poškodovani. 10:39. Nadvojvoda Ferdinand napada ne opazi. Njegov avto zavije na ulico Franca Jožefa, kjer 19-letni študent, Gavrilo Princip, član Mlade Bosne, nanj strelja s pištolo. Avto še naprej vozi. Kraljevi par podleže strelnim ranam. Trupli sta položeni na katafalk. Od tu naprej dolgo gledam njuni mrtvi telesi razstavljeni na parah. S pogledom plujem nekaj metrov nad njimi. Nato potonem globlje v sanje in zavedanje sanjanja se tu konča. Vse, kar ostaja od teh nočnih trilerjev, tihih maš bosanskih vernikov, je močan jutranji glavobol, ki se ne poleže pred poldnevom. Takrat začnem nov krog utapljanja v strahu in nestrpnem pričakovanju, kaj bo prinesel naslednji obisk novinarja iz mesta. Pogosto sem sanjala o lepem življenju, bogatih, o meščanih, čeravno smo nanje gledali s prezirom. Sanjala sem njihove slaščice, pribor in prtičke. Naših ljudi, ki so zdaj živeli v tistih vlažnih in majhnih mestnih luknjah, nismo marali. Zanje smo rekli, da so lažniva sorta, da so lačni, a vseeno nosijo plašče in sukniče in lakaste čevlje. Zanje smo rekli, da živijo po načelu, naj se vidi, kaj imajo na sebi, in ne kaj imajo v sebi. Revija. Čakam. Počutim se napol mrtva, kot drevo, ki začne umirati pri krošnji. Ne vem, kako dolgo bo to čakanje trajalo. Za kafano je še prezgodaj, zato berem ali se učim tujega jezika. Moje prve besede v italijanščini so quanto costa in troppo caro. To je obdobje, ko sem na videz zelo dejavna. Zdi se, kot bi nenehno nekaj počela. Ne vem, ali je to iz strahu ali pa se tako izogibam bolečinam dolgčasa in čakanja. Vsekakor je čakanje izjemno naporno obdobje, ki ga polnim na različne načine. Niham med angažiranostjo in umiki iz sveta. Delo mi sicer daje dostojanstvo, a zdaj je vse negotovo. Zase vedno pravim, da sem pridni podlež. Občutek, da sem živa, mi dajejo igre, spremljanje športa. Raztrganost tega časa polnim tudi tako, da si zadajam vsakodnevno dolžnost pisati. Tako si skušam vrniti smiselno obliko obstoja. Ne želim si dovoliti popuščanja v disciplini. In če zaslutim, da imam premalo opravil, ter da igre in šport presegajo običajno mero, si odločno ukažem povratek k težkemu fizičnemu delu. Največ pa poslušam radio, berem ali pa s kom razpredam o športnih novicah. Rakija in šport sta dve temi, ki vedno izzoveta impulzivno potrebo po biti ekspert zanju. In čakam. To je čas, ko v družbo že počasi plezajo nove težnje. Na radiju se pojavlja drugačna glasba in na zabavah se pleše na nove muzike. Tiska se tudi vse več različnih časopisov. Ponuja se vedno več na polju kratkočasja. Ločnica med delom in zabavo se bolj in bolj vzpostavlja.
Vse to naj bi veselilo prebivalstvo in ga vodilo k sreči. Družba se pričenja nagibati k užitkom, a počutje ljudi se zaradi teh novosti nič kaj pride ne spremeni. Ženske so brale herc romane o pravi ljubezni, o mladi in lepi osamljeni junakinji, pogosto siroti, ki gre v svet. Pisateljem so verjele na besedo, da je po težkih preizkušnjah zdaj našla pravega in da so rešeni vsi njeni problemi in tegobe, nekdanji in prihodnji. In da nikoli ne bo na svoji koži izkusila bližine alkoholno-nikotinske sape, monotonosti, zamaščenosti in smrdljivih nog. Kak eskapizem. Take romane je brala tudi Flora. Moški v naših krajih nikoli niso brali veliko različnih časopisov, morda enega lokalnega za novice, vendar je bil še eden. Časopis za gospode, ki so ga brali vsi. Tudi tega je brala Flora. Časopis je sprva izhajal kot ugankarska revija. Natisnjen je bil v obeh črkopisih, v latinici in cirilici. Uredništvo je najprej ustvarilo revijo s križankami, enigmami in rebusi. Celo v imenu revije je stalo nekaj v zvezi z ugibanjem. S časoma pa je križanka na sprednji strani postajala vse manjša, na pol gola dekleta pa vse večja in bolj gola. Vozila so se s kolesi, igrala tenis, sesala dnevno sobo, pozirala s policijskim pendrekom pred velikanskim plakatom z znojem. Tu in tam so sicer še bili posejani kakšni rebusi, vse dokler se ni končno pojavila popolnoma gola ženska. In tukaj ni bilo več kaj ugibati. Revija je postala mesto na sijajni papir natisnjenih golih ženskih teles. To je bila prepovedana in hkrati obvezna literatura v časih, ko ni bilo tematskih televizijskih kanalov s programi za odrasle. Moški so morali zato najti način, kako zadovoljiti svojo radovednost drugje. In medtem, ko so na skrivaj listali revijo, so odkrivali nova obzorja in izvedeli kar nekaj zanimivosti, ki pa jih nikoli sami niso uporabili v živi praksi. Revija je izhajala zgolj 2krat mesečno, a to ni nikogar motilo. Vsi so vselej znova in z enakim entuziazmom brali intervjuje in kratke zgodbe z naslovi kot Kako postati popoln v posteli, Ljubezenska tombola, Guinnessovi seksualni rekordi ali Orgije v tovarni. In vsi so prebirali o intimnih tegobah, o katerih so bralci pisali zdravniku. Ne verjamem, da so jih dejansko pisali bralci, in tudi zdravnika zagotovo ni bilo v uredništvu. Vsa vprašanja zdravniku so se ukvarjala z erotičnimi izkušnjami in nanje je na široko odgovarjal. Poleg fotografij so bili najbolj zanimivi še mali oglasi. Najprej sta se prodajala zemlja in les, kasneje mopedi in tovornjaki. Končno so to nadomestili drugačni oglasi, sčasoma vse bolj specificirani. Na primer, blondinka s sinjimi očmi nudi masažne tretmaje. Ali mladenič išče izkušeno žensko srednjih let za izobraževanje. Ali vas zanimajo tuje revije? Imamo dobro ponudbo, dansko in švedsko klasiko. V reviji je vsako poletje potekal natečaj za najlepšo šolarko. Tekmovanje se je imenovalo Miss Bambi. Zmagovalko so fotografirali v kopalkah in jo postavili na osrednji 2 strani, na dublerico, ki se jo je dalo iztrgati in kot plakat prilepiti na steno v delavnici. Omarica s plakatom gospodične Bambi. Ob steklenici žganja in cigaretah. Florina polica ni skrivala natančno zloženega kupa časopisov za gospode, položenega med prtiček z letnico 1945, izvezeno z modro-rdečimi križci in izrezljani kipec košute. Po datumih izdaje urejeni stolpič revij je bil pričevalec Florine sistematičnosti, doslednosti in izbrušenega smisla za zgovorne podrobnosti. Oblast. Nisem se čutila pripravljeno, da bi prenesla telesno bolečino, da bi se počutila kot izdajalka, pa tudi ne. Tega pa res ne. Sanjala sem take stvari, kako me odpeljejo v tisto pečnato stavbo in me tam mučijo. Vse je bilo pomešano. Jaz, oni, vojska, nevarnost, vojna, poganki nove domovine, moja prihodnost.
Strah živi v svetu, v katerem ima oblast. Ob koncu vojne so se stvari začele spreminjati. Ko so se izredne razmere končale, se je začela velika demobilizacija žensk. Odpuščene so bile od vojaških dolžnosti in zaposlili so jih na delovnih mestih kot kurirke, telefonske operaterke, kuharice in podobno, medtem ko so moški izvajali končne vojne operacije in zavzemali pomembne položaje. Lepih vojnih dni tovarištva, ljubezni do idealov je bilo očitno konec. In nikoli več se niso ponovili. Obstajali so številni sveti, odbori in komisije, tudi z ženskimi predstavnicami, ki so vodili in nadzirali dogajanje v državi. Eden od teh je nekoč nekemu moškemu izrekel kazen, ker je močno pretepal ženo. Naložili so mu 20 udarcev. Zgodba je prišla na ušesa tudi predsedniku Titu, ki se je ob tem pošalil, kakšen neki je današnji svet, kjer ženske skoraj ubijajo moškega samo zato, ker je pretepel svojo lastno ženo. To so bile nove in nepredvidljive okoliščine. Flora je bila nekje vmes. Čutila je z ženskami, mar ji je bilo za vsa ženska vprašanja, hkrati pa je živela svojo skrivnostjo, za katero ni vedel več nihče. In zato je bila stalno v strahu in napreži. Spodbijala je čas. Bila sem partizan v Titovi vojski. Odlikovani partizan. Enkrat sem skoraj nosila štafeto. Živela sem izpolnjeno življenje, vedela sem, zakaj živim. In vedela sem, da moram še veliko stvari dokončati. Za seboj imam veliko bitk in nekatere med njimi so bile enako težke kot tiste, ki sem jih bila s puško v rokah. Ko se rodiš pred prvo svetovno vojno, dozoriš med drugo, nato prideta mir in revna država in izgradnja novega reda. Vrstile so se bitka za bitko, ki se niso nikoli ustavile. Se morda sprašuješ, česa sem se bala? Bala sem se, da je bil novinarski obisk pravzaprav obisk tajne policije Ozna. To je bilo inteligentno telo, ki naj bi branilo velike dosežke naše revolucije. Obstaja pregovor Ozna sve dozna, Ozna vse izve, a ta naša tajna policija sploh ni bila tajna. Vsi smo poznali te ljudi, vsaj večino smo jih poznali. Ozna je delovala kot hrbtenica represivnega aparata, pravzaprav nekakšen zviti meč revolucije. Njen cilj je bil vzdrževati diktaturo enega človeka, ene ideologije, ene nomenklature, ene stranke, komunistične partije. Imela je jasen načrt z izpopolnjenim in dovršenim represivnim sistemom. Takrat sta se govorila dva jezika, eden javni, v službi politike in ideologije, in drugi zasebni, v katerem so se ljudje sporazumevali za hrbtom prvega. Prestopi so bili hitri in neopazni, kot bi menjal radijske kanale. V tem so se ljudje izmojstrili. Včasih jih je v to prisilila nuja, še večkrat pa jim je bila ta igra v zabavo in so jo nadaljevali dlje, kot je to zahtevala dejanska situacija. Odraz popolne razigranosti in popolne resnosti, popolne previdnosti in popolne razposajenosti. Kot bi svojo najpomembnejšo igro igrali z lažnimi kartami. Ljudje, ki so delali za tajno policijo, so bili iz različnih družbenih slojev, vsi pa so bili ortodoksni komunisti. Vsaj zdelo se je tako. Niso bili sicer šolani za upravljanje tega poklica, vendar so delovali zelo resno in se pretvarjali, da vedo, kaj delajo. V bistvu so bili ob vsakomer in vselej paranoični. Izvrševali so naloge, ne da bi pri tem preveč razmišljali. Njihov racio uspešnosti je bil impresiven. Vsak zaposleni je v manj kot 2 letih označil več kot 130 osumljencev. Njegov moto je bil preprost, a močan. Kdor ne zmore ubiti sovražnika, ne more biti pravi komunist. V tem času, brez navedkov iz stare ali nove zaveze, ni bilo dovoljenih veliko odtenkov. Dvomi so bili prepovedani, nestrinjanje kaznovano. Potem, ko se je registriralo določenega državljana, kar je lahko temeljilo zgolj na govoricah, so pravi agenti Ozne takega osumljenca aretirali in mu ustvarili dosje. Te sezname so nato vsak dan, včasih celo 2-krat dnevno, preverjali na oddelkih sedeža Ozne. Njihovo pero je poznalo 2 besedi,
tabor in streljanje. To je pomenilo bodisi biti poslan v zapor, bodisi biti ustreljen nekje v gozdu, na bregovih reke, v grapi ali včasih celo v mestnem parku. Strah je bilo živeti v svetu take oblasti. En sam strah. Pot se je uhodila že med vojno. Taki ljudje, ki prej ne bi niti mravlje pohodili, so sedaj z lahkoto ubijali. Ubil sem, ker če ne bi, bi oni mene. Takšna je bila vzmet med ljudmi, niso hoteli zla in še vedno so se bali Boga. Ampak, ker če ne bi, bi oni mene. Ubijali so zato, ker so ubijali drugi. Obup v čudaštvu. Trajalo je kar nekaj časa, da sem začela razmišljati o Florinem navzkrižnem oblačenju kot o posledici homoseksualnosti. Poskušala sem pogledati skozi to prizmo, a ne prezgodaj. V bistvu zato, ker že vem, kako je bil obstoj seksualnih občutkov žensk do drugih žensk vedno skorajda nepredstavljiv, saj se je seks doživljal izključno kot heteroseksualno dejanje, za katerega je penis nepogrešljiv. Vendar pa, če bi bila ženska zaljubljena v drugo žensko in bi to dejansko povzročilo dvom v njen lastni spol, bi mar bila zanjo preobrazba v moškega rešitev? Gotovo mora biti sila težko živeti v konzervativnem okolju, tesnobno, obupano, čudaško. Toda ali so Virgine sploh poznale ta koncept? Mislim, koncept homoseksualnosti. Gre mi na smeh, ko si predstavljam Floro, ki kot današnje dykes ali transgirls ali queers lepi mavrične nalepke na svoj mitraljez ali zatika mavrično zastavico v pištolo. V navdušenju in radosti ob tej duhoviti podobi vseeno zapustim misel o njeni homoerotični usodi v homofobnem in transfobnem svetu. Želim se samo počutiti svobodno, bi rekla Flora, medtem ko bi jo jaz sočutno gledala. Nikoli se ne bom počutila svobodno, kot si ti. Nikoli se ne bom počutila doma v svojem telesu, v svoji lastni koži. In strah me je ob besedi čast. Zelo mi je žal zate, bi ji odgovorila jaz. Ali morda želim ti, da bi se lahko počutila svobodno? Ali pa morda nasprotje časti ni sramota, temveč iskrenost? Daj mi mir, bi mi na to odvrnila Flora. Radost. V tistih dneh sem živela intenzivno. Poskušala sem iztisniti iz sebe vso radost in vso moč, ki sem jo še imela. To so bili časi pretiravanja pri demonstriranju lastne sreče, časi pretiravanja v vsem, kar je bilo simbol dobrega počutja. Smejala sem se glasno kot norec, smejala sem se dlje, kot traja običajni smeh. Smejala sem se do solz in še dlje. Vse dokler se ne bi solze že posušile. A vse bolj sem se utrujala. In tako je bilo tudi z mojo državo. Novinarski obisk iz mesta seveda ni bil to, za kar se je takrat predstavljal. In začelo se je. Takrat bi v preiskavi lahko pod psihološkimi pritiski izrekla lastno obtožbo. Zato sem bila tiste čase pazljiva, da še na tujo senco ne bi stopila. To so bili časi lažnih izpovedi, tudi mojih dragih tovarišev, verjetno samo zato, da bi rešili lastno kožo. Sami patentirani lažnivci. Preiskovalci so nas spraševali o stvareh, ki si jih niti predstavljati ni mogoče. V njih si se lahko vrnil daleč v mladost. Po urah in urah izpraševanja o stvareh, ki jih nisem znala povezati, še vedno nisem razumela, kaj se je skrivalo za tem mojim procesom. Katere cigarete kadim, kakšno znamko žganja pijem, s kom sem se med vojno borila z ramo ob rami, s kom od njih imam še vedno stike, katere časopise, revije in knjige berem, s kom iz tujine si dopisujem, kdo je moja družina, zakaj nimam otrok, kam sem potovala v zadnjih 2 letih in koga sem spoznala. To je bilo dirkališče, roller coaster neumnih in nepovezanih vprašanj. Gotovo se je za vsem tem skrivalo nekaj resnega. Preiskovalci so morali imeti nek načrt. Ali spremeniti način mojega razmišljanja, ali me odstraniti iz javnega življenja.
Začela sem se vedno bolj bati, da ne bom zmogla prenesti muk, ki bi lahko prišle v paketu tega postopka. Flora je vedno delovala luksuzno. Luksuzna komunistka, ki ima obilico, celo preobilico vsega. Bila je živahna, trezna in sodobna ateistka. Nataša Romanov. Zato si je težko predstavljati takšne interogacije. Z teh intervjujev sem se lahko vračala domov. Seveda ni bilo nobenih dokazov, ki bi lahko bili osnova za omejitev svobode gibanja. Vendar pomanjkanje dokazov in moja nedolžnost še nista zagotavljala, da bom po teh nekaj pogovorih s tajno policijo lahko ponovno mirno zaživela. Lahko bi se iznenada našli novi dokazi, nove priče s prepričljivo zgodbo. Dovolj, da bi organi sprejeli kakršnokoli odločitev, ki bi se jim zdela potrebna za očuvanje varnosti države. Nekaj so iskali, in če ne bi našli tega, bi našli kaj drugega, kar bi jim dalo osnovo, da me odstranijo. Pekel mojega življenja je postal težek, ker nisem vedela, zakaj mi je v njem tak mraz. In ker sem samo čakala, za kdaj je načrtovana tista najhujša peklenska vročina. A nič se ni razvijalo po pričakovanjih. Nenadoma so me začeli obravnavati, kot da sem primerek meščanskega, skorumpiranega, dekadentnega intelektualca, potencialni kvarljivec moralnega zdravja naše mladine. Bali so se možnosti mojega homoseksualnega zapeljevanja mladih. Načrtovali so me poslati v zagrebško bolnišnico Rebro na depatologizacijo moje spolne deviacije zaradi nenaravnega prešuštvovanja. Nekega večera po povratku z zaslišanja sem se spomnila na tiste tujce, ki so hodili po naših krajih, znanstvenike, ki so proučevali naše navade, ki so popisovali, kako živimo, kaj počnemo, kako mislimo. Spomnila sem se, da sem enkrat slišala za neko Lindito, ki je prav posebno rada pozirala pred njihovimi fotoaparati. Imela sem svoje prijatelje, svoj ponos, in niso me zanimale tiste, ki so pretvorile virgine v posel. Vseeno mi je bilo za bratstvo med nami, tobeljami. A zdaj je bilo drugače in poiskala sem jo. Dobili sva se na skrivaj. Nisem hotela, da bi najino znanstvo ogrozilo tudi njeno življenje. Naredili sva načrt, kako se bova povezali z znanstveniki, ki so komaj čakali na najine zgodbe iz življenja v teh odročnih južnih krajih. Pisala jim bo in me predstavila. Flora se je tiste dni opijala, ne nujno z alkoholom. Postajala je čudno omračena in ob ničemer se ni mogla zares vznemiriti. Kazalo je, da skozi vse pluje omamljena. Flora. Po manj kot 3 mesecih, zdaj z novim imenom Flora, je nekdanji partizan, Cveten, prestopil državno mejo. Njegovo stanovanje je bilo povsem drugačno kot dan pred odhodom. Police v praznih prostorih so bile izpraznjene, tako da so delovali srhljivo. Okviri slik na stenah so ostali brez fotografij in prikazovali so kartonske podlage. Pohištvo, ogledalo z zlatim okvirjem, tapiserije, rožasti tekač. Vse to je ostalo za 3 odklenjenimi ključavnicami. Kot bi nikoli nihče ne živel v tem luksuznem komunističnem stanovanju. Skrbnost, s katero je izpraznil stanovanje, je bila brutalna, kakor da mu je uspelo s seboj vzeti celo svoje prstne odtise. Opremljena s 3 kovčki, cigaretami, uniformo in baretko je Flora odšla preko morja v Italijo. Znala je streljati, znala je jahati in govorila je italijansko. Povratek. Flora si je pogosto predstavljala samo sebe, kako se vkrcava na vlak in potuje nazaj. Z dolgim korakom bi se povzpela na visoko železno stopnico, se močno oprijela držaja ter se z vso silo potegnila v vagon. Časi so se spremenili. Leta nazaj je vedela, kam mora iti. To je bilo pridružiti se boju proti okupatorju. Takrat so ji povedali, da bo to težka preizkušnja in da se morda nikoli več ne vrne. Nato je spet vedela, kam naj odide. Mora odtod, v tujino. Bila je bitke in preživela.
A v trenutku, ko se je v mislih potegnila na železno stopnico temno-sivega vagona, je Flora vedno znova ugotovila, da nima več kam. Brez predhodnega svarila se ji je prostor, kamor naj bi se sedaj vrnila, izmaknil in ni ga več bilo. Ni več prostora, kamor bi odšla, kamor bi se vrnila. Družinska hiša še vedno stoji. Tudi njena sestra še vedno živi tam. Enkrat ali dvakrat letno si izmenjata razglednico, a ni ničesar več, o čemer bi Flora želela govoriti s sestro. Prejeti razglednico v njej ne zbudi nobenih nostalgičnih občutij. Kar sestra vidi v njej, je Flora, ki je odšla in jih zapustila in jim sedaj ni več potrebna. Pot v domači kraj bi bila zanjo prazna in pusta. Zanjo tam ni ničesar, kar bi si želela, ničesar, kar bi v njej predramilo prijeten občutek. V prsih ne bi bilo nič topleje ob sestopu iz vagona, kot je sedaj, ko se v mislih z eno roko drži za držalo in se vleče navzgor. Tujina je prostor, kjer bo najbrž končala. To je prostor, kjer je živela mirno in urejeno življenje. Kot tujka je bila nevidna in anonimna. Nikomur ni povzročala težav in nihče se ni menil zanjo. A tudi tukaj ni bilo ničesar, čemur bi lahko pripadala. Ne tu in ne tam, doma, nima nikogar, ki bi ga lahko štela za tesnega prijatelja. Nihče se ne sprašuje, kako ji gre, kako se je znašla, s čim se bojuje in nad čim zmaguje. Z eno nogo na stopnici vagona, ki pelje nazaj, je Flora ugotovila, da njeno življenje nima nobene teže. Leta so minila, tiho in vztrajno so odtekla in pustila nekaj brazgotin, nekaj uspehov, nekaj žalosti, nekaj sreče. Ničesar prav zares veliko. Pred njo je še del življenja. Še vedno bi lahko potisnila kos prtljage na vlak in se vkrcala. Sedela bi na zibajočem vlaku in skozi okno gledala drvečo pokrajino. Segala bi v vrečko pomalico, podrobila nekaj grižljajev in občasno zadremala. Z vsako uro bi ji bilo topleje, ko bi se bližala cilju. Ugotoviti mora le še, kam iti. Ugotoviti mora le še, kam mora oditi. Ugotoviti mora le še, kam mora oditi. Kam mora oditi.